Prebrala vam bom kitajsko ljudsko pravljico z naslovom Zvon sredi mesta. Ste vedeli, da sredi Pekinga stoji zvonik, v katerem je veličasten zvon? Vsi občudujejo njegov zven, včasih mil in nežen, včasih doneč in glasen. Kako je prišel tja? V čem je njegova skrivnost? Prisluhnimo zgodbi. Pred davnimi časi so Peking razdejali sovražniki. Cesar ga je ukazal zgraditi na novo in glej, že spet so sovražniki kot nenasitne kobilice napadli mesto in ga uničili. Cesar se je napotil daleč v gore k puščavniku. Stopil je v njegovo votlino in dejal: Modri mož, kaj naj storim, da prestolnico zavarujem pred sovražniki? Modrijan mu je rekel: Moj strčen naj ulije zvon. Glas zvona naj seže do meja tvoje dežele. Cesar se je zahvalil in se vrnil domov. Ukazal je predse pripeljati mojstra Čena. Ta je pokleknil pred cesarja in poslušal ukaz. Naredil bom tako, da bo v Peking prišel mir, cesar, se je priklonil in začel z delom. Delal je brez oddiha, z veseljem. Pri delu mu je pomagala njegova hči Xiao Lin. Iskala sta najboljše železo, srebro in zlato ter jih topila. V razbeljeni peči je dan in noč kipela dragocena kovina. Ko je mojster Čen ulil zvon, je zazevala v njem globoka razpoka. Čen in Xiao Lin sta se znova lotila. Delala sta noč in dan. Mojster Čen je bil zelo utrujen. Ko je ulil nov zvon, sta bili na njem dve razpoki. Ljudje so osupnili. Cesar se je razsrdil. Če se bo tako nadaljevalo, se poslovi od svoje glave. Ubogi Čen se je znova lotil dela. Bil je izmučen, iz oči mu ni več odsevala radost. Vsi vemo, da človek, ki ga delo ne veseli, ne napravi nič dobrega. Žalost je prevzela tudi Xiao Lin. Sredi noči se je skrivaj izmuznila in odhitela k puščavniku v gore. Objokana mu je povedala, kakšno gorje je zadelo njenega očeta in ga prosila za nasvet. Stari Modrijan se je zamislil in rekel: Glas zvona mora oznanjati večno slavo. Tega ne zmorejo niti železo, niti srebro, niti zlato. To zmore samo kri človeka, ki se je pripravljen žrtvovati za svojo domovino. Xiao Lin se je vrnila in ves dan pomagala očetu. Stala je pri peči in topila kovino. Lepo idi počiva, točka, bom jaz pazila na peč, je rekla Čenu. Zjutraj je Čen vstal in videl, da je kovina pripravljena. Samo hčere ni bilo nikjer. Zdaj je bil mojster Čen še bolj žalosten. Slutil je, da svoje Xiao Lin ne bo videl nikoli več, svoje hčere, edine tolažbe na svetu. Ko je bil zvon ulit, je bil prelep. Na njegovi bleščeči površini ni bilo nobene razpoke, nobene praske. Vsi so občudovali Čenovo mojstrovino. Zvon so postavili v zvonik in Čen ga je moral po starodavnem običaju prvi zamajati. Njegov sladko zveneči glas je vsa srca napolnil z radostjo in mirom. Samo Čen je v njem slišal glas svoje ljubljene hčere, ki je žrtvovala svoje življenje za svojo domovino in zanj. Minilo je leto, mesto Peking je bilo zgrajeno in spet mogočno. Tedaj se je začel mejam države približevati sovražnik. Roke so segale po orožju, srce je začel navdajati strah. Nenadoma se je oglasil zvon. Mogočno se je zibal v zvoniku in donel, da meja na severu in jugu, na vzhodu in zahodu. Dvignilo se je vse ljudstvo. Vojščaki niso poznali niti strahu, niti utrujenosti. Sovražnik se je poražen obrnil in nikoli več ni napadel Pekinga. Še danes se sredi Pekinga oglasi zvon, včasih tiho in milo, včasih mogočno in ponosno. To je glas Xiao Lin, ljubeče in pogumne deklice.